Včeraj je ameriški državni sekretar Marco Rubio imel tiskovno konferenco. Poslušajmo le delček tega, kar je povedal. Res ne bi smeli preizkušati volje Združenih držav, vsaj ne pod predsednikom Donaldom Trumpom. Večkrat je dokazal, da bo podprl to, kar reče, in če ga bodo preizkusili, bodo na koncu izgubili. Po težji poti, po lažji poti, po daljši poti, po krajši poti, izgubili bodo. In potem je povedal še to. Operacija Epic Fury je zaključena. Dosegli smo cilje te operacije. Ne bom, veste, ne navijamo za to, da bi prišlo do še kakšnega dodatnega zapleta. Raje bi izbrali pot miru. Predsednik bi raje imel dogovor. Raje bi sedel za mizo, pripravil memorandum o soglasju za prihodnja pogajanja, ki bi zajemal vse ključne teme, ki jih je treba obravnavati. Popolno odprtje ožin, da se svet lahko vrne v normalno stanje. In raje bi, da se to izpogaja po poti, po kateri sta delala Steve in Jared in ki smo jo vsi podpirali. To je pot, ki jo on daje prednost. To do zdaj ni pot, ki bi jo izbral Iran. V redu, Mark, torej ostre besede, prav tako pa tudi govor o miru. Veš, da bi predsednik Trump raje imel dogovor. In rada bi te vprašala, veš, vsi imamo v Izraelu in ne samo v Izraelu, mimogrede mislim, da to slišimo tudi v Združenih državah. Se pripravljamo na nov krog bojev proti Islamski republiki, bodi si strani Združenih držav samih ali skupaj z Izraelom. In vsi Izraelci pravijo, ali bomo morali, pravzaprav so številne občine ponovno odprle zaklonišča. In potem, kaj mislite, da se dogaja? Torej, najprej povejmo našim gledalcem, danes je sreda, 6. maj, ker se stvari lahko zelo hitro spremenijo. In v Izraelu je čas za kosilo, kar pomeni, da v Ameriki morda se tam morda šele prebujajo. Ampak dovolite mi, da odgovorim na vaše vprašanje. Torej, pred 2 dnevoma je bil občutek, da smo na poti k zaostrovanju. Prišlo je do streljanja čez zaliv. Prišlo je do incidenta, kjer so Iranci napadli Zaje, Emirate in napadli ladijski promet. Američani so odgovorili. In vsi so mislili, smo na robu prepada. Prepad, hvala, še enega kroga spopadov. To bi se hitro zaostrilo in bili bi nazaj pri tem, da bi Izrael in Združene države bombardirali Iran, iranske rakete pa bi letele na Perzijski zaliv in na Izrael. In jaz sem vse pomirjal. Rekel sem, da sem mislil, da je Trump spremenil svojo strategijo. In Rubio je to rekel. Rubio je rekel, da je Epic Fury za nami. Hočemo dogovor. In to je res, ker mislim, da Združene države razumejo, da je trenutna strategija, ki je Amerika sledi, zmagovalna strategija. In kakšna je ta strategija? Saj dokler se danes zjutraj nismo zbudili. Ampak strategija je bila, da imamo to blokado Irana. Ne morejo ničesar spraviti iz države. In po mnenju različnih strokovnjakov izgubljajo stotine milijonov dolarjev, kaj ne? To je ogromen denar, ker Iranci svoje nafte ne morejo izvažati. In čeprav nisem naftni inženir, mi vsi pravijo, da če svoje nafte ne morejo spraviti ven, morajo zapreti svoje naftne vrtine. In ko zapreš naftna polja, postane problem jih ponovno odpreti. Z drugimi besedami, njihovi gospodarski infrastrukturi čas zaradi te blokade vse bolj dela proti njim. In spomnim se, da sem ti prejšnji teden rekel, da mislim, da so to odlične novice, ker veš, imel si vse te strokovnjake, tako imenovane strokovnjake v Ameriki ali v Izraelu, ki pravijo, da iranski nadzor nad Perzijskim zalivom pomeni več, kot če bi imeli jedrsko orožje. Imajo ozko grlo celotnega sveta, kaj ne? In s tem, ko ustavijo dobavo energije, je to močnejše, kot če bi imeli jedrsko orožje. In kaj je naredil Trump? Obrnil je položaj v svojo korist. Rekel je, vi zapirate ožine, jaz zapiram ožine. In potem je Trump rekel, in hkrati pomagamo ladjam iz drugih pristanišč, z zalivske strani, veste, z arabske strani zaliva, iz Abu Dabija in drugih krajev v zalivu. Dovolimo tem ladjam, da izplujejo. In če nas boste poskušali ustaviti, bomo uporabili vojaška sredstva, da vas ustavimo pri tem, da nas ustavljate. In mislil sem, da je to zmagovalna strategija, zelo uspešna strategija. In potem so ljudje rekli, Iranci tega ne morejo sprejeti in morali bomo videti stopnjevanje. In mislili smo, da to imamo. Nismo imeli tega. Lejte, stvar je taka. On je napovedal to usmerjanje ladij ven, ker so bile ladje tam ujete in dejansko so vojaki ostajali brez hrane,
Bili so v nevarnosti. Mornarji. Mornari, točno tako, mornari. Ja, tukaj se vidi moje vojaško znanje. Mornari so bili v precej hudi stiski, brez namigovanja na Dire Straits. In zdaj, kar je zanimivo, je, da je včeraj, preden je Rubio imel to srečanje z novinarji, Mimogrede, naj samo dodam, kot vsi vemo, da krožijo ti memi o Rubiju. Ima vsako službo na svetu, predsednik mu kar naprej dodeljuje dodatne naloge. In včerajšnja naloga je bila, da nadomesti oziroma uskoči na mesto Caroline Levitt, tiskovne predstavnice Bele hiše, ki je pravkar rodila. In ko je Rubio vstopil v sobo za tiskovne konference, so se novinarji zahihitali, ker je nekako sramežljivo pomolil glavo noter. Ker vsi vedo, da ima poleg vseh teh drugih služb še to. Izkazalo se je, da je zaokrožil še en viralni video, ker je bil na družinski poroki in je bil DJ. In dejansko mu je ena od novinark rekla, kakšno pa je tvoje DJ ime? Stvar je v tem, da je to prišlo potem, ko je predsednik Trump v ovalni pisarni podeljeval nagrado. Nagrado za telesno pripravljenost mladih. V ovalni pisarni je povedal tudi zelo ostre stvari o Iranu, da, veste, naša blokada deluje, vendar to morda ne bo dovolj, ker njihovi pogoji za nas niso sprejemljivi. in potem je tudi minister za obrambo ali minister za vojno, kakor ga pač imenujete, Pete Hegseth imel govor. In tako je tudi z Razincanom, spet ostre besede o vojski. In potem, glej ga, zlomka, približno 2 uri po tiskovni konferenci Rubija, je predsednik Trump objavil naslednje na Truth Sojourn. Naj vam to preberem. Na podlagi prošnje Pakistana in drugih držav ter izjemnega vojaškega uspeha, ki smo ga dosegli med kampanjo proti državi Iran, in poleg tega dejstva, da je bil dosežen velik napredek pri doseganju popolnega in dokončnega dogovora s predstavniki Irana, medsebojno smo se dogovorili, da bo blokada ostala v polni veljavi, projekt Svoboda pa premikanje ladij skozi Hormuško ožino bo za kratek čas ustavljeno, da bi videli, ali je mogoče dogovor dokončno skleniti in podpisati. Torej, Mark, moram ti povedati, da sem bila izjemno razočarana in zaskrbljena zaradi tiste objave. Ker kot jaz vidim stvari, Iranci, kdorkoli so že iranski voditelji, tam sprejemajo odločitve. In vemo, da so tam spori med revolucionarno gardo in predsednikom in tako naprej. Ni pomembno. Takšno izjavo neizogibno dojemajo kot šibkost. Kaj menite o tem? Torej, najprej me je ta izjava tudi presenetila, ker sem mislil, kot sem rekel pred trenutkom, da si Američani želijo zmagovalne strategije. Njih blokirate, medtem ko odpravite blokado za druge države, druge izvoznice nafte. In s tem prav Iranci trpijo. Ne morejo prodajati svoje nafte. Njihovo gospodarstvo je bilo v groznem stanju že pred začetkom vojne. Zdaj je 100-krat slabše, veste, v še slabšem stanju. Ne morejo plačevati svojih ljudi, ne morejo financirati lastnega režima. To ni vzdržno, kaj ne? In mislil sem, da je čas na strani Trumpa, ker vsi govorijo o novembru. Ampak Iranci ne morejo čakati do novembra. In zato sem mislil, da je blokada v teku, kaj ne? Tako močno ste jih udarili z vojaško operacijo. Zdaj jim preprečujete celo, da bi dobili kakršenkoli dohodek. Samo počakajte in jih opazujte, kako se kuhajo v lastnem soku, kaj ne? In mislil sem, samo nadaljujte s tem. In potem sem rekel, zakaj pa zdaj Trump popušča? Kaj počne? Ohranil je blokado, a vodi operacijo za izvoz zahodne nafte, kaj ne? Nafta iz arabskih držav. In oprostite za trenutek, ni samo nafta. Tudi gnojilo za pridelke. Obstaja veliko dobrin, ki so ključne za svet, za svetovno gospodarstvo. Ja. Pravilno. In sem si mislil, zakaj se odpoveduje tej karti. Ker veste, povedal vam bom, da praviloma kot nekdo, ki je delal s politiki, vem, da je včasih to, kar rečejo, res. V redu. Torej, ali je mogoče, da je, kot je rekel, slišal nekaj pomembnega od Pakistancev? Da so Iranci
končno, da je ta režim v Teheranu končno pripravljen narediti takšne koncesije, kot jih je predsednik že dolgo zahteval. Kot je Rubio povedal v posnetku, ki smo ga pravkar videli, predsednik daje prednost dogovoru. To je večkrat ponovil. Ne bo popustil iranskim igram. Ja. Ampak želi dogovor, ki bo po njegovem mnenju dober dogovor. Dogovor, ki bo dejansko razgradil njihov jedrski program. In vsi predvidevajo, da to vključuje odstranitev že obogatenega urana iz Irana v tretjo državo in uničenje vseh njihovih možnosti, vseh njihovih sposobnosti za izdelavo, za obogatitev novega urana. V redu. Zdaj, če je to del dogovora in Iranci končno popuščajo, ker so razumeli, da so na svojem, veste, da so prišli do slepe ulice, kaj ne? So popolnoma vojaško, so v težavah in zdaj tudi ekonomsko v težavah in nimajo več nadzora nad tem ozkim grlom, kaj ne? Tudi to jim je oduzeto. Ali končno popuščajo? In to se zdi, saj Trump misli, da obstaja možnost za to, ker se je strinjal, da trenutno operacijo za izhod ladij iz zaliva začasno ustavi. Zakaj bi se sicer s tem strinjal? V redu, torej najprej ena razlaga, zakaj bi se s tem strinjal. So to pakistanski posredniki. Mimogrede, Pakistan ni prijatelj Zahoda, čeprav vem, da predsednik Trump rad pohvali Pakistan, ampak tako pač govori, v redu. A Pakistanci so mu nedvomno rekli, počakaj malo. Obstaja možnost za pogajanja, ampak to je neumnost. Zakaj je to neumnost? To je način Islamske republike, da si pridobi več časa. Omenila si november, ampak si pozabila dodati še nekaj. Vem, da Američani to vedo, ampak november je čas, ko v Združenih državah potekajo umestne volitve za kongres. Zato veliko ljudi to vidi kot tako imenovani Trumpov rok. In upa, da bo do takrat dosegel zmago, kakršno si želi. In da bo to okrepilo republikance v predstavniškem domu in senatu. Ampak stvar je o tem, veš, kolikor občudujem predsednika Trumpa in ga res, to sem že večkrat povedala. Mislim, da trpi za zahodno boleznijo, ker ne razume, da so te ljudje džihadistični norci. Celo sam jih je imenoval norci. Marco Rubio jih je imenoval, tudi on je rekel, da so norci. In predsednik Trump je rekel, da so to bolni ljudje. Torej, po eni strani to razumejo. Po drugi strani pa se bojim, da ne razumejo, kako predani so, da bi Iranci, islamisti, radikalni islamisti, šiitski režim, tam raje propadel, raje naredil samomor, a ne kakršenkoli samomor, temveč mučeništvo za Allaha. In pripravljeni bi bili s seboj vzeti vse svoje ljudi. Tako da, ko se boriš, gre za neenak boj. In vemo tudi, da je to del njihovega, ni to le njihova strategija. To počnejo tudi vsi radikalni islamisti. Pogledajo Koran in rečejo, vidiš, dovoljeno nam je lagati, da dosežemo, kar želimo. Seveda, to samo povzemam, to je tisto, kar trdijo, na to se zanašajo. Zdaj upam, da namesto razlage, ki sem vam jo dala, Pakistan in tudi Iran zavajata predsednika Trumpa. Upam, da je to zadnji trik, da bi prevarali Iran, recimo, da bi povečali element presenečenja za bližajoči se napad. In ko je Marco Rubio rekel, da je Epic Fury končan, ja, mislil je tisti del vojne, tisti del operacije se imenuje Epic Fury. To je končano. Ampak naslednja operacija bo imela drugo ime. To je vse. Torej, želim odgovoriti. Najprej želim vedeti vaše mnenje o tem, da je Pakistan posrednik. Pakistan ni prijatelj Izraela. Na pakistanskih potnih listih piše še danes, ne nekaj izpred 30 let. Piše, da je veljaven za vse države, razen za Izrael. Kaj ne? Pakistan zavrača priznanje legitimnosti Izraela. Pakistan zavrača vzpostavitev normalnih diplomatskih odnosov. Imamo diplomatske odnose s Kitajsko, z Rusijo, z vsemi mogočimi državami so nam nekoliko sovražne. Pakistan celo tega noče storiti, kaj ne? Imamo odnose z arabskimi državami, kaj ne? Pakistan niti noče biti takšen. Njihovi ministri v njihovi vladi govorijo najbolj šokantne stvari o Izraelu, kaj ne?
In ideja za Izrael, da obstaja nekakšen nevtralen, pošten posrednik, je preprosto smešna, kaj ne? Zelo so sovražni. In vemo, da so v preteklosti njihove varnostne službe imele vse te povezave s talibani in drugimi islamskimi skrajneži. Predstavljajo težavo. Ampak, da smo natančni, je imel Pakistan skozi leta zelo tesen odnos z Združenimi državami in jim pomagal pri vseh mogočih stvarih. Med hladno vojno je bil Pakistan zaveznik, medtem ko je bila Indija v marsičem na drugi strani. Znan je primer, ko je Kissinger, ko je opravil svoje skrivno potovanje na Kitajsko, pred znamenitim obiskom Nixona leta 1972, bil na obisku v Pakistanu. Imel je želodčne težave in odšel je v nek hotel na neki gori ali v neko gostišče. In dejansko je skrivaj odletel s pakistanskim letalom v Peking, da bi opravil svojo skrivno nalogo. Torej, tam so bile vezi. Po mojih informacijah so Pakistanci tukaj nič več kot poveličani prenašalci sporočil. Prenosijo sporočila med stranema. In v kolikšni meri so ZDA predali kaj resnega, da je Trump to opazil? In ponovno nisem videl, ne vem, ampak da bi Trump odnehal, predvidevam, da mora biti to nekaj, kar je prelomno z vidika pogajanj. Zdaj, govorili ste o Epic Furyju in ali je konec ali ne. Do tega jutra sem mislil, da je ameriška strategija blokada. Vsak dan bolj trpijo ekonomsko. Izločimo ladji iz zaliva za naše prijatelje. Za naše prijatelje ga odpiramo in tako bodo cene nafte padle in bodo še naprej trpeli. In da bodo na koncu morda spet začeli stopnjevati. In če bodo stopnjevali, in jaz odgovorim, me nihče ne more kritizirati, kaj ne, tudi demokrati v kongresu ne. Če bodo Iranci začeli streljati, je to druga stvar. In zato je Hicks včeraj rekel, da premirje še vedno velja. Ampak tukaj, kar počne, daje priložnost diplomaciji. In moramo videti, in predsednik Trump mora videti, ali je to nekaj resnega, ali pa Iranci spet zganjajo igrice. V redu, najprej oni so streljali. Streljali so na Združene arabske emirate. Ne po tej odločitvi. Ne, to ni res. Včeraj, tisti dan. Ne. Ta odločitev je šele danes. Ta odločitev. Ne. Pravim, da so streljali. Niso upoštevali nobenega primerja. In oni so bili tisti, kljub temu, kar so rekli demokratski, neumni demokratski politiki in drugi levičari, ni Trump tisti, ki krši karkoli v Hormuški ožini. To so mednarodne vode. Iran jih krši. Torej, dajmo si to razjasniti. In ko je Rubio kasneje tudi rekel, poglejte, če uporabljajo Hormuško ožino, da držijo svet za talca, si predstavljajte, kaj bi naredili, če bi imeli jedrsko orožje. Ker nas pripelje do glavnega pogoja, brez katerega Trump ne more pristati na noben dogovor. In to je, da Amerika odstrani ves njihov obogateni uran. Ne samo 60% obogateni uran, imajo tudi drug uran obogaten na 20%. In to zahteva, da gredo globoko pod zemljo. To zahteva resno operacijo. Če mislite za trenutek, da je kdorkoli v tem režimu, vključno s tako imenovanimi pragmatiki, pripravljen to opustiti, njihov edini adut se slepite. In tudi Trump se slepi. No, morda se ne slepi. Ves čas je govoril, glejte, to so nori ljudje, dajemo jim priložnost, še naprej jim dajemo priložnost. To je tisto, kar morajo storiti, odpovedati se svojim jedrskim orožjem, odpovedati se terorizmu, predvsem se osredotoča na jedrsko orožje, na jedrske bombe. Zdaj pa naj vam nekaj povem. Če jim bo še naprej dajal priložnosti in jim dovolil, da brez posledic streljajo v zalivu, je to res. Niso streljali na Izrael, ker zelo dobro vedo, da če bi to storili, vam povem, bi izraelske letalske sile takoj ukrepale. In to vemo mi, pa tudi tisti, ki imajo trenutno oblast v Iranu, kdorkoli že so. Spet, vodstvo je tam nekoliko negotovo. Ampak bistvo je naslednje. Če ne naredi ničesar, poslušajte, odkar je Trump to objavil, berem družbena omrežja in razen ljudi, ki so proti vojni, ki so povsem proti njegovi vojni, ljudje besnijo, ker to počne. O moj bog, kaj si naredil? Maš jih tam, kjer jih želiš imeti. Trump, Iran, imaš tam, kjer ga želiš imeti. In zdaj se zadržuješ.
To je smešno in tega ne bi smel početi. In kot sem rekla, moj občutek je, da to nima nobene zveze z vojaško strategijo. Ima opraviti z miselnostjo islamistov. In v njihovih očeh me ne zanima, kaj so povedali Pakistanu. V njihovih očeh to kaže na šibkost. Združene države Amerike so največja velesila na svetu. In še naprej pravi, v redu, dal vam bomo še eno priložnost. Namesto, da bi izpolnil svojo obljubo, je rekel, da jih bomo preprosto popolnoma uničili, ali kakorkoli je že to izrazil. Rekel je, da bodo ali ubogali, ali pa jim bo žal. In zdaj, ali so ubogali? Ne, tega ne vemo. Ne vemo, kaj je bilo v Marku. Ti mi praviš, da so Pakistanu rekli, v redu, strinjamo se z vsemi pogoji predsednika Trumpa, dovolili bomo Ameriki in Izraelu, da prideta in odstranita vse jedrsko orožje ter se ga znebita in nikoli več ne bomo bogatili urana. In lahko odgovorim, da, imaš prav. Pred nekaj dnevi je predsednik Trump rekel, da so prejeli iranski dokument s stališči in ga je zavrnil, kaj ne? To je rekel, ker so Iranci imeli to neumno zahtevo, da so pripravljeni odpreti ožino, a naj pozabimo na jedrski program. O tem bomo govorili kasneje, kaj ne? In Trump je pravilno rekel, ne. Seveda si to želite. To je tisto, kar želite. Želite obdržati svoj jedrski program in tako naprej, kaj ne? In tako jaz razumem predsednika, mislim, da se strinjaš. On pravi, kaj ne, to je najpomembnejša zadeva, jedrski program, in ni dogovora, kaj ne? Jaz bom vztrajal pri tem. Ni dogovora. To ni končano, dokler ne pristaneš na resno popuščanje glede jedrskega programa. To je Trump. Verjamem, da je zelo iskren. Mislim, da je to njegova celotna utemeljitev za vojno. Če ne dobi, kar želi glede jedrskega programa, ne more Američanom povedati, da je zmagal v vojni. Mora dobiti, kar potrebuje glede jedrskega programa. Pri drugih vprašanjih, ki so prav tako pomembna, je lahko morda bolj prilagodljiv. Veste, ne more, če ne dobite, ampak če postavite prioritete in on reče, jedrski program, mislim, da pri teh vprašanjih ne more sklepati kompromisov. In tako jaz razumem, prav, Iranci so rekli nekaj, kar ga je prepričalo, da so končno resni glede dogovora. Rekel je, ali to ali prav. In ali so mu dali to, zdaj pravite. Morate biti skeptični. Iranci samo pridobivajo čas. Torej, če predsednik v 48 urah reče, da ni bilo resno, sta Steve Witkoff in Jared vse preverila. In oni se samo igrajo z mano, prav? Ampak ideja je, da če so mu dali nekaj, s čimer lahko dela, jih želi spodbuditi. Torej, 2 dni, 3 dnevi ni velika stvar. Naj se pogaja. Mislim, da zna dobro pogajati, zelo sem navdušen nad tem, kako se je do zdaj pogajal, a ne? In pogajanja imajo svoj lasten zagon. Če ostane zvest svojim načelom, morda je dobil znak, da so Iranci zaradi vsega pritiska to končno razumeli. Izbira med tem, da znova zdrsnejo v vojno, česar nočejo, ali pa nadaljujejo to blokado, kar zanje ni dobro, kaj ne? Gospodarska vojna proti njim. So v brezizhodnem položaju. Ali je mogoče, da so mu končno dali nekaj, česar mu do zdaj še niso povedali? Ni možnosti. Po mojem mnenju, ni možnosti, da bi to storili. Možno je, da so uporabili besede ali pa so pakistanski posredniki uporabili besede, ki so bile nekoliko spodbudne, prav? Ker vemo, da njihovi predlogi vključujejo vse mogoče smešne pogoje, vključno z odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi vojne. Ampak pustimo to za trenutek ob strani. Ni možnosti, da bi popolnoma rekli, v redu, končali smo z jedrskim orožjem. To ni mogoče. In spet predsednik Trump jim nenehno grozi, potem pride rok in ta mine. In potem jim da še več časa. Ne pravim, da dela narobe, ko to počne. Imaš prav. Je odličen pogajalec in imaš prav. To je njegova stvar. Ne verjamem, da bo od tega odstopil. Ampak vem tudi to, da ko islamisti, in to rečem zato, ker je iranski režim tak, vidijo takšno vedenje pri pogajanjih, vidijo zahodno šibkost, zahodni liberalizem, vse, kar si želimo, je dogovor. To je tisto, kar bi raje imeli. Raje imamo mir, to besedo, mir in dogovor. In prav tako pridobivajo čas,
ker opazujejo in spremljajo javnomnenjske ankete v Združenih državah. In vidijo, da demokrati popolnoma ponorevajo brezbesedne igre zaradi te vojne nasploh. Vidimo, da vedno več republikancev pravi, no, ni nam razložil in zakaj to sploh potrebujemo, to ni naša vojna. Oni to vidijo in slišijo, kako Trump pravi, no, mi želimo samo dogovor. In to pomeni, da oni pridobivajo čas. Ni Trump tisti, ki pridobiva čas. In mislim, da v tem pogledu, in on je odličen pogajalec, ampak v tem pogledu nisem povsem prepričana, da popolnoma razume to miselnost. In zagotovo razume, da ima prednost. Ve vse to in ve, da imajo močnejšo vojsko in tako dalje. Ampak nisem prepričana, da on razume, da so to ljudje, ki so pripravljeni umreti za Allaha in pobiti vse svoje ljudi. In veš, mimogrede, če bi že imeli jedrsko bojno glavo, bi rekli, veš kaj, poskusimo na vse ali nič. Samo vrgli bomo jedrsko bombo in bili uničeni z jedrsko bombo ter umrli, ker bomo potem vsi šli, veš, v raj. Zato mislim, da je vedno pomembno, da se spomnimo in ti si na to namignil, ampak treba je to povedati jasno, niso samo Američani tisti, ki se pogajajo. Hkrati imajo v regiji to ogromno vojaško silo, kaj ne? 3 udarne skupine letalonosilk, kaj ne? Izrael je pripravljen znova ukrepati, kaj ne? Ni tako, da bi bili prijazni, kaj ne? Iranci razumejo, da jih v primeru napačnih odločitev čaka zelo resno presenečenje. In vedo, da niti Trump, niti Netanjahu nista vegetarijanca, kaj ne? Če bosta morala uporabiti silo, jo bosta uporabila. In videli ste, ko so poskušali prekiniti ladijski promet še pred zadnjo potezo Trumpa, je bila takojšnja reakcija. Takojšnja in močna reakcija. In to je eden od razlogov, zakaj mislim, da je Hegseth rekel, da je premirje še vedno v veljavi, čeprav so bili spopadi v zalivu. Mislim, da je premirje, o katerem Hegseth govori v zalivu, nekoliko podobno premirju v Libanonu. Ni pravega premirja, so pa pravila delovanja. Prav? Izrael je zelo aktiven v Južnem Libanonu in počnemo, kar lahko. In z Združenimi državami smo se dogovorili, da bomo zaenkrat pustili cilje v Bejrutu pri miru. Se bomo držali stran, prav? Ampak v Libanonu potekajo intenzivni spopadi. Uničujemo infrastrukturo Hizbale. Zato sem mislil, da velja podobno premirje v narekovajih. V zalivu bodo potekali spopadi. Morda bodo oni kaj naredili in mi jim bomo vrnili udarec. Ampak ne bo ameriških in izraelskih napadov na Teheran. In ne bo njihovih izstrelkov, prav? Bila so nova pravila delovanja. Vse to, medtem ko je ta blokada Irana, ki jih resnično ubija, kaj ne? In zato sem mislil, da je to zmagovalna strategija. In zato so Američani rekli, ne, nočemo se vrniti k spopadom v polnem obsegu. K spopadom v polnem obsegu se bomo vrnili le, če nas bodo Iranci v to prisilili. Če bodo oni dvignili vložek, bomo odgovorili, kaj ne? Ampak potem imaš legitimnost, da odgovoriš. Torej je. Bomo morali videti, kako se bo to razpletlo. Ker se bližamo koncu našega časa, Ruti, in rekli smo, da želimo zadnje 3-4 minute vsakega podcasta nameniti razpravi o politiki. Predtem si mi povedala, da želiš nekaj besed nameniti Beniju Gantzu. No, veš, Benny Gantz je zanimiv pojav v izraelski politiki. Najprej mislim, da je ena od stvari, ki jih je vredno pojasniti gledalcem, ki tega ne vedo. Vem, da jih veliko že ve. Da ima Kneset, izraelski parlament, 120 poslanskih sedežev. In imamo večstrankarski sistem, ni tako kot v Združenih državah. Zato lahko nekdo, kot je Netanjahu, znova in znova postane predsednik vlade. Saj nimamo omejitev mandatov, ker ne volimo predsednika vlade, volimo stranko. In on vodi največjo stranko. In zakaj to omenjam? Ker se vsakih nekaj let pojavi nek nov veliki rešitelj, če lahko tako rečem, ki naj bi prišla in zamenjala stranko Likud ali Netanjahuja kot vodilno stranko. In Benny Gantz je bil eden izmed teh. Mimogrede, Yair Lapid je bil še eden. Pridejo, dobijo veliko sedežev. Na volitvah je bila situacija, ko je Benny Gantz skoraj postal predsednik vlade. Imel je večjo stranko, vendar potem ni mogel oblikovati koalicije in tako naprej. Moramo oblikovati koalicije. To smo videli tudi na Nizozemskem,
kjer oseba z največ sedeži ni uspela oblikovati koalicije. To je Geert Wilders in to se je zgodilo tudi v Izraelu. In Benny Gantz trenutno je od človeka, ki je veljal za skoraj gotovega naslednika Netanjahuja, ki danes po vseh anketah, noben anketar ne napoveduje, da bo presegel volilni prag. Mimogrede, v Izraelu to pomeni, da potrebuješ 4 sedeže. Če imaš manj kot 4 sedeže, sploh nisi v knesetu, moraš imeti najmanj toliko. 3,25% glasov. Tako se zdaj Benny Gantz zapleta. In zgodilo se je, da vsi njegovi zvesti ljudje v njegovi stranki da zapuščajo. Res je. Žalostno je to videti, ker je bil človek, ki se je 2-krat pridružil Netanjahuju vladi. Enkrat, ko sta imela dogovor o rotaciji med korona krizo, kjer je Benny Gantz rekel, da je nacionalna kriza, moram se pridružiti vladi, in še enkrat po 7. oktobru. In potem, ko je bil del koalicije po 7. oktobru, torej ni bil v vladi 7. oktobru, pridružil se je kasneje. Torej ni bil odgovoren za pokol, ker takrat ni bil v vladi. Pridružil se je kasneje, da bi pomagal, in potem so bile njegove ankete izjemno visoke. V anketah je dobival okoli 40 sedežev. Vsi so rekli, kot si prej omenil, da je veljal za skoraj gotovega zmagovalca. In to je bilo pred 2 letoma, kaj ne? Veljal je za skoraj gotovega zmagovalca naslednjih volitev. In zapustil je vlado. In njegova priljubljenost je padala in padala. In že mesece ni presegel praga 3,25%. In zdaj ga ljudje iz njegove lastne stranke začenjajo zapuščati. In zdi se, kot da je njegova stranka, ki se imenuje Modro in Belo, mrtva. In zanimivo je, ker pravite, da je vedno nov kandidat in bo premagal Netanjahuja, in zdelo se je, da ima zelo dobre možnosti. Je postaven moški, je visok, ženskam je všeč, ker je, veste, je... Ja. Vojaško ozadje. Vojaško ozadje. Nekdanji načelnik generalštaba. Mimogrede, glede višine je bilo opravljenih veliko raziskav o tem. In celo v Združenih državah Amerike skoraj na vsakih predsedniških volitvah zmaga višji kandidat. Ne vedno, ni 100%, ampak je zanimivo. Lahko bi se ravnali kar potem. In bil je kot zvezda. In na koncu je njegova zvezda ugasnila. Njegova zvezda je ugasnila. In zakaj? Ampak tukaj je zanimiv razlog, zakaj. In to je težava pri, vem, da rada govoriš o zmernih centristih, to je težava s centrom. Prav. Benny Gantz je poskušal biti povsod, veš, v hebrejščini rečemo, da je plesal na vseh porokah. Plesal je na vseh porokah. Bil je, zato se je pridružil izrednemu kabinetu zaradi vojne. Vse lepo in prav. Ni odobraval Netanjahuja. V vojnem kabinetu so bili prepiri glede tega, kako nadaljevati vojno, ali naj to storijo in kako vrniti talce. Bilo je veliko prepirov. Protestniki na ulicah, ki sovražijo Netanjahuja, in tisti, ki so protestirali proti pravosodni reformi pred to vojno, pred vojno v Gazi, so ga sovražili. Bili so nekako na pol na njegovi strani. In rekli so mu, izdajalec si, ker si se pridružil vojnemu kabinetu in Netanjahuju. Izdajalec si. Tako je nenadoma, in ko je odstopil, ga niso sprejeli nazaj. Levičari niso rekli, o, super, spet si dobrodošel na naši strani spektra. Desničari so rekli, zapustil si vojni kabinet sredi vojne. Tako je ostal sam. Ostal je izgubljen. In to se zgodi temu, čemur radi pravite sredina. Zdaj bom zaključil, ker se bližamo koncu. V redu. Ampak želim reči, da mislim, da je do neke mere to žalostno. Ker to kaže, kako polarizirana je postala izraelska politika. Da imate Netanjahujev desničarski tabor, Imate zelo glasen proti Netanjahujevski tabor na levici. in Benny Gantz je v bistvu rekel, prav, nočem videti Netanjahuja kot predsednika vlade, podpiram nekoga drugega. Ampak če Netanjahu dobi 61, nočem, da bi bil pod vplivom tistih, ki jih sam imenuje skrajna desnica. Želim biti v koaliciji in postati umirjajoč vpliv v vladi. In sem pomislil, mislim, da je lepo v politiki, ja, če obstaja odgovornost sredino. Torej, če je leva vlada, jo lahko premaknejo nekoliko bolj proti sredini. Če je desna vlada, jo lahko premaknejo nekoliko bolj proti sredini. In imate bolj vodstvo, ki temelji na soglasju. Imate več, veste, ko Netanjahu sedi v svoji vladi, ima nekoga na svoji levi in nekoga na svoji desni, kaj ne? Mislim, da je to zdravo za demokracijo. In tako je bilo vedno v Izraelu.
ker smo vedno imeli proporcionalno zastopanje, vedno smo imeli večstrankarski sistem in vedno so ljudje, veste, trdo se borijo na volitvah, potem pa sklepajo dogovore in delajo kompromise. In tako so bile vse izraelske vlade. In dejstvo, da v Izraelu ni centra, nekaj pove o polarizaciji v Izraelu, politični polarizaciji. In mislim, da to ne pove nič dobrega. Zdaj, polarizacija obstaja tudi v Ameriki, res je. Polarizacija obstaja tudi v drugih državah. V drugih državah pa je center. Mislim, poglejte, ubogo Francijo, kjer je Macron zdaj politično odpisan, ker se tudi tam center očitno razpada. Tako, ampak Macron si to verjetno zasluži, seveda. Ampak mislim, da je žalostno za Izrael, da tam ni stranke na sredini, ki bi rekla, da smo zmerni in smo pripravljeni sodelovati z obema stranema, pa ne dobi nobene podpore. V redu, to je pa že za povsem drugo razpravo. Seveda se s tabo glede tega ne strinjam, ker sama menim, da je Netanjahujeva stranka Likud v izraelski politiki center, ne desnica. To je center. In znotraj nje... Njena desna frakcija sebe imenuje desnica. Ne, če moraš izbrati, na kateri strani si, ne. Ampak Netanjahu pravi, da smo mi desnica. Edini ljudje, ki se imenujejo center, so levičarji. Mark, in na to veselo noto... Se bova morala strinjati, da se ne strinjava. Točno tako. In dovoli mi, da rečem, če ste uživali, če uživate v naših oddajah, prosim, všečkajte in se naročite. In lahko tudi berete jans.org. Imamo odlične članke in tako dalje. Se vidimo naslednji teden. Veselim se tega.